Nogometaši Domžal so se še drugič v tednu dni pomerili s tekmecem iz elitne avstrijske Bundeslige. Po minimalni zmagi proti Wolfsbergerju je bil tokrat tekmec graški Sturm, ki je jesenski del sezone, tako kot rumeni, zaključil na 3. mestu. Trener Simon Rožman je tokrat k severnim sosedom popeljal 21 igralcev in prav vsi so odigrali po 45 minut, z izjemo Gabra Dobrovoljca, ki je bil na igrišču celotno tekmo. Srečanje v Šturmovem vadbenem centru v Messendorfu so veliko bolje začeli Domžalčani, ki so si prvo priložnost pripravili že v 4. minuti. Takole je z voleja sprožil Veljko Batrović, toda meril mimo leve vratnice. 6. minuta, uspešno je žogo na polovici Šturma ukradel Elvis Bratanović, z imenitno podajo je v kazenskem prostoru našel Vetriha, ta pa je streljal za las mimo leve vratnice. V 11. minuti prva priložnost tudi za domačine, Dobrovoljc je izgubil žogo, Gruber je podal na levo do Alarja, ta je streljal z levico, toda meril kar precej mimo vrat. 18. minuta, Hirlender je poslal žogo v kazenski prostor, Alar v sredino, tam pa je nespretno Matija Špičić podrl Andreasa Grubarja in domači so prišli do 11 metrovke, ki jo je izkoristil Deni Alar. Torej vodstvo Šturma v 18. minuti z 1-0. V 31. minuti so imeli lepo priložnost za izenačenje Domžalčani, po levi strani je uspešno prodrl Veljko Batrović, podal je na drugo vratnico, tam je z prve z voleja meril Luka Volarič, na pravem mestu pa Kristjan Gracaj. Sledil je kot, podal je Špičić, z glavo je streljal Vetrih, znova pa na pravem mestu Gracaj. Nasprotnik je bil zelo kvaliteten. Mislim, da smo mi pokazali dobro igro. Nažalost, rezultat ni pozitiven za nas, ampak mislim, da v tem delu priprav niti ni tako pomemben. Mislim, da smo na igrišču izpolnjevali zahteve trenerja in to je najpomembnejše. Prvi polčas so torej dobili domačini z izidom 1-0. Trener Simon Rožman pa je med odmorom opravil 10 zamenjav, kot rečeno že v uvodu je na igrišču ostal le Gaber Dobrovoljc. 62. minuta, pri žogi Dobras našel je Fabijana Koha, ta je podal za hrbet domžalske obrambe, odlično je žogo sprejel Hirlender, nesebično podal v sredino, tam pa je bil na pravem mestu Deni Alar, ki je zadel še drugič na tekmi in podvojil vodstvo Šturma. V 66. minuti nov napad domačinov, Šmerbek je takole našel Dobrasa, ta je streljal z desnico, toda meril mimo leve vratnice. 70. minuta, v akciji Jure Matjašič, dvojna podaja s Firerjem, akcijo je nadaljeval Matjašič, ki je našel Huča, ta je žogo namestil Husmaniju, strel z prve pa mimo leve vratnice domačih vrat. 77. minuta, pri žogi Špenthofler, takole je sprožil z levico, izkazal se je vratar Adnan Golubović. Še v isti minuti nova priložnost za domače, Pisinger je našel Stankoviča, streljal je Dobras, na pravem mestu Golubović. 82. minuta, vnovič v akciji Dobras, dobro je preigraval, podal v sredino, do strela je prišel Puster, ki je meril mimo vrat. In še zadnja priložnost na tekmi, 86. minuta, kot Vrandečiča, Brači z glavo, dobro se je boril Rom, žogo spravil do Žužka, ta pa je streljal mimo leve vratnice. Ja, mi smo na pripravljalnih tekmah probali čim bolj igrati zdaj eno drugo taktiko, tako da mislim, da nam je to dobro uspelo, pa se pa vidi, da so oni že bolj v pripravah kot mi in verjetno je to razlog, da smo izgubili. Pred Domžalčani je prosta nedelja, v ponedeljek pa sledi prva od 2 selitev v hrvaški Umag. Dvakratni slovenski prvaki bodo tam ostali do petka, odigrali pa bodo tudi 2 prijateljski tekmi.